Pozdravljeni na poletni frekvenci X. Moje ime je Luka Hvalc in sem pripravil izbor 3 tem, ki sem jih osvetljeval v minulih mesecih. Med drugim sem se ukvarjal s sonaravnim upravljanjem planeta, veščinami in znanostjo pogajanja in pa vojno strahov. A začnimo bolj umirjeno, v gozdu. Zdaj je bil najprej žledolom leta 2014, pa je bil leta 2017 vetrolom. Z Marijo Jakopin sva se dobila v kraju Šentjuri blizu Grosuplja. Z enim avtomobilom s pogonom na 4 kolesa sva se po zasneženi gozdni cesti odpeljala na območje Medvednice, kjer Marija gospodari s 300 hektarji gozda. Po izobrazbi je matematičarka, delala je kot programerka, leta 2017 pa je prevzela skrb nad družinskim gozdom. Tam gor, če šli, so pa zelo velike stopinje medveda, sledi medveda. In zdaj, če vidite veliko sled, pa majhno od zadaj, pa da ste dosti sveže, takrat je boljš biti pameten, pa se obrniti pa jeti nazaj od tam, iz kjer ste prišli. Ker je velika verjetnost, da boste srečali to mamico z medvedkom. So po tem revirju oziroma sosednjih revirjih tudi včasih volkovi, risi? Ja, točno tle na tem območju imamo trenutno enega samega volka, ni v tropu, in pa enega risa. Oni so zelo fajn, niso pa oni regulator za parkljasto divjad. Torej, če imamo volka in risa, ne moramo pa reči, da ne bomo imeli objedanja, zato ker oni dosti malo v bistvu odlovijo. Zdaj, vaše ključno vodilo je sonaravno upravljanje gozdov, konkretno vašega. Ja, zdaj v Sloveniji imamo od leta 1947 uzakonjeno sonaravno gospodarjenje z gozdom, ki je po mojem precej pametna izbira. To pomeni, da je v Sloveniji prepovedan zakonom jeti golosečno, torej da se vse poseka, posadi, počaka tistih 40 let in spet poseka. Pri nas pa gospodarimo tako, da se pride v gozd enkrat na 10 let in tam, kjer je že zelo star sestoj, se sem pa kakšno drevo poseka. To seveda prinese večje stroške poseka in spravila, kot če imeli golosek, ampak je pa za naravo bistveno boljše. In potem, če 10 let spet pridemo v tistih luknjah, ki so nastale, se medtem že nasemenili in ven odgnalo mladje, in potem spet kje kaj posekamo in tako toliko časa, dokler ne posekamo vsega odraslega sestoja, in medtem imamo tako imenovano raznomerno, raznodobno mladje, torej tiste mlade rastlince so različnih višin. Med našim sprehodom v res idilični zimi, velikokrat omenjate podnebne spremembe. Praktično pri vsakem drugem drevesu vsaj neko projekcijo imate, kaj se bi znalo zgoditi v naslednjih desetletjih in kaj pravzaprav že vi opažate, ki ste, če pravilno razumem, kakšno desetletje aktivno in redno v gozdu. Jaz mislim, da vsi ljudje, ki delamo v naravi in za naravo, smo približno istega mnenja, da so podnebne spremembe res zelo vidne. Največji tak pojav, ki ga jaz osebno doživljam, je objedanje, to je, da je prenamnožitev parkljaste divjadi. Ona se ne bi kar tako prenamnožila, se je prenamnožila zato, ker so podnebne spremembe, ki spravljajo v stres buku, pa seveda vse ostalo drevje tudi. In buku se je včasih na 8 let odločila, da bo obilno semenila, zdaj pa to dela na vsake 2 leti, kar pomeni, da je hrane res ogromen in recimo divji prašiči, jelenjad, srnjad, pa tudi medvedi so se od tega zelo, zelo prenamnožili. Pozimi pa seveda ni toliko hrane, sploh če zapade sneg, ker je tisti pod snegom in potem objedajo največ jelko, hrast, javor, jerebiko in tako naprej. In te vrste bolj ali manj so v zelo velikih težavah, jelka pa prav izginja, kar je tudi po inventurah gozdnih se že vidi, to Gozdarski inštitut vsakič kaže ta graf. In zdaj, kaj s tem narediti? Lahko poskušate ščititi, lahko poskušate kaj drugega not prinesti, recimo doglazijo manj objedajo, ni pa iz tukaj, iz Amerike in potem razmišljate, kaj bi v bistvu naredili. Probate ugnati enačbo, oziroma enačbo, ki ni čisto definirana, kaj se bo dogajalo s podnebnimi spremembami in koliko hitre bodo, ne vemo. Gremo še malce proti Logarnici. Pejmo. Ja, te macesni so tle v tem sestoju ostali, zato ker njih pa... Po nekaj minutah smo prišli do idilične in zasnežene jase, na obrobju katere gnezdi par sov. Je bilo bolj težko, ja. Luka me veseli. In ste opravili? Ja. Pred Logarnico nas je počakal lovec Boris, ki je zakuril peč in skuhal čaj. Z Marijo Jakopin, ki je tudi lovka, sva še bolj podrobno spregovorila o sonaravnem upravljanju okolja na primeru njenega in slovenskih gozdov. Zdaj smo še vedno na območju med Torjakom in Grosupljem, na jasi, v Logarnici smo. Načeloma pa jo malo kar z namenom puščamo brez neke take človeške rabe. Sta tle zraven gnezdita 2 kozači, oni so tako vedno v paru. Pa kakšna kuna je, pa ogromen netopirjev, pa tako naprej, tako da po svoje smo veseli, da so oni uporabniki tega.
Sekati ali ne sekati, morda zveni malce filozofsko z ljubljanske pisarne, kot radi rečejo na kmetih. Mi vemo, da če na sonaravni način sekamo in če to zelo premišljeno delamo, da je tisti gozd dejansko v bistveno boljši koži kot kakšen drug, ne. To, da v prah gozda na vsake toliko pade kakšno drevo od starosti, je zelo podoben temu, kar mi delamo z gozdom, da na vsake toliko kakšno drevo posekamo. Mi sicer ne čakamo, da je tisto drevo že tako, da bi samo od sebe dol padlo, ampak tista razlika ni bistvena za funkcioniranje celega gozda, ne. Jaz vedno naredim to primerjavo, vprašam ljudi, ne, da pač jim lahko podarim stol, ne, pa ne se sami odločijo, ne, ali tak res lep stol lesen, ne, ali en tak plastičen, ne. In večinoma se ljudje odločijo za lesen stol, ne, podoben je z mizo, s hišo, s kurjavo, ne vem čemu vsem. Tako da, ja, seveda sekati, pač saj rabimo te stvari, ne. Zdaj v mestih ljudje nepogosto protestirajo, konkretno proti sečnji dreves. Spomnimo samo se 2 ljubljanskih primerov, Rožnika in pa drevesa pred Dramo, kjer je šlo za eno osamljeno drevo, če tudi za odločitvami stojijo popolnoma strokovni argumenti. Smo preveč čustveni, navezani na naravo, so gozdovi, konkretno drevesa, en tak indikator, kjer nekako pozabimo na stroko. Ja, mislim, stroka je zelo za upoštevati, ne, ni pa to tudi spet magična beseda, ne. Zdaj, mestni gozdovi so posebni gozdovi in tega se gozdarji tudi zavedamo, ne. Da pa se vsako to drevo obrezuje in neguje do njegovega konca, ko se ga glih ta prav cajt recimo toliko sanira, da ni več nevaren za sprehajalce, je pa ekstremno drago. Ampak se mi zdi, da ljudje nekako ne investirajo toliko svojega časa v izobraževanje, da bi razumeli, kako funkcionira gozd. Oni ne naredijo tega razmisleka, ampak samo rečejo, ja, tukaj so pa posekali čisto dobro buko, ne. Da je zdaj od spodaj bilo že ogromno mladih dreves, ki bo tista buko pokopala, da je tista buko v resnici že zelo nevitalna, ne. Ne vem, zakaj to znanje ne prodre do teh ljudi, ne. Zelo podoben je ta primer pred Dramo, pač tisti, če sem prav zasledila, je šlo za kostanj, ki ima po celi Ljubljani zelo velik problem s tisto trohnobo korenin in tisto drevo je bilo zelo nestojno, ne. In zdaj, a boste tvegali, da pade tisto drevo na tisto postajališče, pa tam pod sabo pokoplje 20 ljudi, zato ker imate nek popolnoma neracionalen mišljenje glede njegovega obstoja ali ne, se mi spet ne zdi najboljše. Tako da za vsako stvar, ko se človek zelo aktivno bori, pa zavzame zelo močno stališče, se meni zdi čisto osnovna higiena, da se najprej pozanima, a je njegovo mnenje res smiselno, kaj vse v zadju je in kakšni so protiargumenti. In če vse to naštudira, pa še vedno ve, da je tisto boljš, potem pa lahko naprej vztraja v svojem mnenju. Frekvenca X. Različni pogledi in interesi pogosto vodijo v spore in konflikte, ki jih je mogoče preseči le z dogovorom. Ključna veščina pri tem so pogajanja, s katerimi se srečujemo na številnih ravneh. V zasebnem življenju, v službenem okolju pogajajo se sindikati in podjetja, pogaja se vlada, pogajajo se politiki, diplomacija skuša s pogajanji končati vojne. Za vsakimi pogajanji stojijo specifični mehanizmi, strategije, veščine, kompetence, simulacijske prakse in diplomatski postopki, ki sooblikujejo razplete v politiki, pravu, gospodarstvu in vsakdanjem življenju. Med drugim smo osvetlili tudi veščine kriznega policijskega pogajanja. Ivana Glavina Jelaš, policijski psiholog, profesorica na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti. Naša gostja je profesorica kriminalistike na Visoki policijski šoli v Zagrebu, hkrati pa glavna psihologinja hrvaških policijskih pogajalcev. Policijsko-pregovarački proces je izrazito jedan kompleksan proces. Policijsko-pogajalski proces je izjemno kompleksen, tako z vidika psihologije kot različnih teorij, modelov, konceptov in številnih drugih dejavnikov. V njem je veliko nepredvidljivih okoliščin. Po drugi strani pa je moj mentor rad rekel, pogajanje je lahko tudi zelo preprosto. Na neki način je imel prav. Ključni element pogajanj sta avtentičnost in naravnost, torej to, da smo takšni, kakršni smo, oziroma da vsaj ustvarimo takšen vtis. A to je izjemno težko doseči, še posebej v grozljivih, kriznih in včasih že skoraj filmskih policijskih intervencijah. Težko je sproščeno in naravno komunicirati z ljudmi, ki grozijo, da bodo ali pa so že storili nekaj strašnega. Zato je izurjenost ključnega pomena.
Na tečajih in izobraževanjih policijskih pogajalcev se veliko pozornosti posveča prav veščinam. Kaj natančno izrečeš, katerim glagolskim oblikam se izogibaš, kako prepoznaš pravi trenutek za določeno besedo ali potezo. Doseči sproščenost v ekstremnih okoliščinah je velik izziv, ki zahteva ogromno samokontrole, koncentracije in nadzorovanja čustev. Hipotalamičko-pituitarna os, limbički sustavi, kortizol, adrenalin, svakome drhti glas. Ko začutimo nelagodje, se v nas sprožijo obrambni mehanizmi. Aktivira se tako imenovana stresna os, glas se nam zatrese, pospeši se srčni utrip, spremeni se dihanje, začnemo se potiti. Vse to je povsem normalno. Veščina pa je v tem, da znamo svoje naravne odzive obvladati in dobri pogajalci to zmorejo. Ko se pogovarjam z našimi policijskimi pogajalci, jim pogosto rečem, da težko verjamem, kako so lahko ostali tako mirni. A priznajo, da je seveda tudi njih strah, le da znajo ta strah učinkovito nadzorovati. I mi osjećamo strah i jezu i brigu, samo znamo jako dobro to kontrolirati. To je nevjerojatna vještina. Psihologinja kot eno izmed ključnih veščin pri pogajanjih, tudi tistih najbolj enostavnih v naših vsakdanjih življenjih, izpostavi pomen aktivnega poslušanja. To je sveta vještina. To je u komunikaciji općenito. Znači, to je terapijska, čista, znači psihoterapijska Rogersova vještina. Aktivno poslušanje je skoraj sveta veščina. Nasploh je v komunikaciji eden najpomembnejših elementov. Tudi terapevtsko gledano je Rogersova metoda posrednega svetovanja, ki temelji prav na poslušanju in sprejemanju, lahko izjemno učinkovita. Enako se potrjuje tudi pri pogajanjih v ekstremnih situacijah. A tudi pri aktivnem poslušanju lahko hitro postanemo kontraproduktivni. S premalo znanja ali s pretirano nenaravnostjo lahko dosežemo nasproten učinek. V pogajanjih ni prostora za nastopaštvo. Prisiljene, neavtentične reakcije v sogovorniku sprožijo odpor. Spet pridemo do avtentičnosti, tistega elementa, ki ga je najtežje doseči. Človek na drugi strani pogajalske mize namreč zelo hitro začuti zaigranost, kar je lahko v ekstremnih okoliščinah, kjer so v igri življenja, celo usodno. Instinkt, gluma je instinkt i to je tako ljudski, tako normalno. Ključen je instinkt, da se znamo v pravem trenutku nekomu približati in ga resnično slišati, tudi če sami nimamo podobne izkušnje. Da pokažemo empatijo, hkrati pa ponudimo rešitev. Uspešen pogajalec mora imeti širok nabor veščin in znanj, obenem pa ga morajo ljudje prepoznati kot avtentičnega. Tudi v najtežjih okoliščinah namreč zelo hitro zaznamo pokroviteljstvo ali manipulacijo. Za oboje pa pri pogajanjih, kjer je končni cilj dogovor, ni prostora. V pogajanjih se moramo znati pristno in iskreno približati človeku na drugi strani, brez igranja in brez laži. Nisi lago, nisi glumio, a približio se tome čovjeku, onako iskreno, prirodno, bez laganja. Ob koncu pogovora z vodjo hrvaških policijskih pogajalcev me je zanimalo, če vsa znanja in bogate izkušnje iz ekstremnih pogajalskih situacij morda pomagajo tudi pri osebnih pogajalskih izzivih, v povsem vsakodnevnih življenjskih situacijah. Može biti gadnije i teže nego u ovim ekstremnim situacijama. Doktorica Ivana Glavina Jelaš priznava, da so kdaj pogajanja v osebnem življenju morda celo težja kot v profesionalnem. Ko gre za osebni kontekst z vpletenostjo lastnih čustev, se je teže držati sicer morda dobro naučenih veščin. Pregovaranje te nauči, da promeniš perspektivu. Pogajanje te nauči menjave perspektive. Ko se z nekom pogovarjaš, sprva vidiš le njega in njegov problem. Skozi pogajalski proces pa začneš razumeti tudi njegovo perspektivo. Zakaj je frustriran, razočaran ali morda besen. Tako postopoma začneš gledati onkraj ustaljenih okvirjev. Prav to ti omogoča, da se lažje vživiš v situacijo, jo umirjeno razrešiš in se uspešno pogajaš. Nema toga počinitelja, koji je žešći od klinca od 3-4 godine koji tantrumira. Če se dotaknem še vsakodnevnih pogajalskih situacij, ni težjega pogajanja kot s 3-letnikom ali 4-letnikom, ki v trgovini obupano kriči in se meče po tleh, ker ni dobil želene čokolade.
Seveda nimamo vedno dovolj energije, smo lačni ali utrujeni, zato ne reagiramo najbolje. A če se zberemo, se lahko tudi z otrokom povsem racionalno izpogajamo. Veščine dobrega pogajalca vedno naletijo na plodna tla. Ali uvijek pale. Kad imaš koncentracije i edukacije energije, uvijek pale. Frekvenca X. Naši možgani so izpostavljeni raznolikim in mnogim novim strahovom. Včasih niti ne potrebujemo več znanega razloga, pa nas je že strah. Strašijo nas vprašanja osebne in širše družbene varnosti. Naše strahove ojačuje politika, krepijo jih algoritmi. Zakaj je strah politično učinkovitejši kot upanje? Komu je družbeni strah v interesu in kako se z njim lahko konstruktivno soočimo? V tednu možganov sva z Mojco Delač v tradicionalni skupni epizodi z oddajo Možgani na dlani z prvega programa Radia Slovenija raziskovala nekatere vedike novih vojn strahov. Najin gost je bil tudi profesor dr. Sander van der Linden, nizozemski socialni psiholog, eden vodilnih raziskovalcev na področju dezinformacij, psihologije prepričevanja in odpornosti proti manipulaciji. Well, I think we're obviously seeing a massive increase in attempts to manipulate people. Opažamo zelo veliko povečanje poskusov manipulacije ljudi prek različnih medijev. Nekoč je bil to radio, danes pa so to podcasti, družbena omrežja, neposredna sporočila, nepretrgani tokovi vsebin, kot so na primer na TikToku in Instagramu. Tukaj so še klepetalniki, pogosto podprti z umetno inteligenco, ki omogoča ustvarjanje lažnih informacij. Ko so razmere stabilne in ljudje večinoma zadovoljni, običajno povpraševanja po dezinformacijah ni veliko. Toda ob družbenih napetostih, vojnah, pandemijah ali podnebnih krizah, proizvodnja propagandne mašinerije hitro naraste. Zgodovina to potrjuje. Že med drugo svetovno vojno so se v času gospodarskih in socialnih stisk močno povečale propagandne dejavnosti. Danes k temu pripomorejo nove tehnologije, omejena pozornost ljudi in hiperrealistični, z umetno inteligenco podprti globoki ponaredki. Ljudje smo zasedeni bolj kot kadarkoli prej, zato je vedno težje ločiti, kaj je resnično in kaj lažno. Zato poskušamo ljudem pomagati in jih zaščititi pred manipulacijami in dezinformacijami. And that's why we try to help people, building interventions like to work on psychological inoculation. Čeprav smo ljudje kot vrsta razvili tudi nekatere mehanizme za prepoznavanje zavajanja, in vendarle nismo popolnoma naivni, je naša sposobnost prepoznavanja laži omejena. Simulacije profesorja van der Lindena tako kažejo, da je treba nekako imunizirati pomemben del prebivalstva, da dosežemo stabilno odpornost družbe, tudi ko govorimo o lažnih informacijah. Psihološka inokulacija se razlikuje od bioloških cepiv, njena učinkovitost je bolj omejena, ker nanjo vplivajo socialni in kulturni dejavniki. Well, yeah, a lot of misinformation producers, explicitly use fear, anxiety, and negative emotions. Veliko avtorjev dezinformacij namerno uporablja strah, tesnobo in negativna čustva, ker vemo, da to na družbenih omrežjih pritegne več pozornosti. Obstaja veliko raziskav o tem. Če pogledamo študije s sledenjem očem, lahko opazimo, da ljudje pozorneje spremljajo negativno čustveno vsebino na zaslonu. Del razloga za to je evolucijski. Naravno smo nagnjeni k opazovanju negativnih ali nevarnih dražljajev, saj nam to lahko pomaga preživeti. Bolje je biti previden kot tvegati. And paying attention to and spreading negative information that might be of interest to other people. Če pogledamo malo globlje v naše možgane, tam je amigdala, struktura v obliki mandlja, ki je zelo vključena v procesiranje strahu in je povezana tudi z drugimi deli možganov, veliko neposredneje kot pa z našim čelnim režnjem, to je tisti, ki smo mu blizu, če damo takole roko na čelo. To pomeni, da je za naše možgane lažje, da nas strah prevzame, kot da ga kognitivno nadzorujemo. To je ranljivost, toda hkrati evolucijska prilagoditev, omogoča hitro ukrepanje ob nevarnosti, refleks
beži ali umri. Avtorji dezinformacij to ranljivost izkoriščajo. Z izzivanjem povečane občutljivosti ljudi za strah in tesnobo jih lahko zavajajo, da verjamejo lažnim informacijam. Naj gre za katastrofe, podnebne spremembe, migracije ali katerokoli drugo temo, ki ljudi prestraši. Tako negativna čustvena vsebina se pogosto uporablja kot orodje za širjenje dezinformacij, ker vemo, da so ljudje zanjo občutljivi. Negative emotional content is often used by peddlers of misinformation because they know people are sensitive to it. Tend to not act in rational ways, right? So when we feel overwhelmed by fear, it sort of stops part of our rational thinking. Te mehanizme pa skušajo mnogi tudi izkoristiti. Ja, kadar smo prestrašeni, težje delujemo racionalno, strah nam namreč onemogoča del racionalnega razmišljanja. To je mehanizem, ki se je skozi evolucijo razvil kot preživetveni. Morda gre nekako tako, najprej ukrepaj, potem pa razmišljaj, tudi če pride kakšna zver mimo, ne? Ja, da preživiš seveda, če naletimo na primer na medveda, strah sproži beg, šele potem razmišljamo in to je mehanizem, ki nam je pomagal preživeti, vendar ga je mogoče izkoristiti za manipulacijo, ne? Tako je. To vodi do maladaptivnega, nekoristnega vedenja, torej do načina ravnanja, ki sicer v trenutku pomaga preživeti situacijo, vendar te dolgoročno vleče nazaj. Če vas politični voditelj prestraši, da vas bodo cepiva ubila ali da priseljenci prihajajo izvajati kriminalne dejanja, in če pretirava do skrajnosti, je to zelo strašljivo za ljudi. Povzroči ohromljenost. Ljudje so preplavljeni, ne želijo razmišljati racionalno, želijo le, da nekdo odpravi grožnjo. Zato so ljudje dovzetnejši za ekstremistične politike in bolj verjamejo lažem, kadar so v stanju strahu in negotovosti. Negotovost je sicer nekaj drugega kot strah, tudi ljudi lahko prav tako zelo moti. Ja, zato skušamo z našimi mehanizmi tako negotovost kot strah ublažiti tudi s poenostavljenimi rešitvami, še posebej, kadar smo prestrašeni. Zato te informacije na družbenih omrežjih pridobivajo veliko pozornosti, igrajo na prvinska čustva, ki prevzamejo veliko našega razmišljanja in vedenja. Kadar ljudje niso prestrašeni, so manj dovzetni za dezinformacije. Zarote so manj prisotne, ponudba in povpraševanje po dezinformacijah sta manjša. Če pogledamo zgodovinska obdobja, ki so bila razmeroma mirna, je bilo dezinformacij dosti manj. V času strahu pa ljudje storijo stvari, ki jih sicer ne bi, in zlonamerni akterji to izkoristijo. Frekvenca X. Slišali smo izbor 3 tem iz aktualne sezone Frekvence X. Celotne epizode lahko poslušate v podkastu. Predlagam, da se nanj naročite, saj je lahko naš poljudnoznanstveni laboratorij prijetna družba tudi na plaži. Naslednjič vam ponudimo še en izbor zanimivih tem, potem pa se že podajamo na teren. Pripravili bomo ekskurzije, serijo reportaž, v katerih se bomo skupaj z znanstveniki podali na teren.